Začenjam z 12. redno sejo občinskega sveta občine Ljutomer. Prav lepo vas pozdravljam. Kot je navada, bi najprej iskreno čestitala tistim, ki so v preteklem mesecu praznovali rojstni dan. In sicer gospodu Lipovec Alešu, gospodu Panič Jožetu in gospodu Grantašu Jožetu, pa ker bosta v prihodnjih dneh zelo kmalu praznovala rojstni dan. Iskrene čestitke. Za današnjo sejo se je opravičil gospod Lah, tako da ocenjujem, da je sklepčno zagotovljeno. Prisotnih je 20 svetnikov od 21. Prehajamo k pregledu in potrditvi zapisnika 11. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer. Ima mogoče kdo pripombo, predlog? Gospod Kavčič. Hvala lepa in dober dan vsem skupaj. Jaz imam eno pripombo na zapisnik 11. seje sveta občine Ljutomer, in sicer na 14. strani, ko ste, županja, govorila o pripravi pravilnika za delo svetniških skupin, in v vašem odgovoru je napisano, da ste videli mojo pobudo na elektronskem sporočilu strokovne službe. Jaz imam danes tukaj elektronsko sporočilo, ki sem ga poslal na občino Ljutomer, v katerem nikjer ne navajam, da sem bil predlagatelj tega odloka. Zato prosim, da pokažete tisto elektronsko sporočilo ali pa poveste, da tistega ni in se naj to popravi. Hvala lepa. Gospod Grantaša. Lepo zdrav vsem skupaj. Imamo samo tu na 11. strani. Pri rezultatih za glasovanje je verjetno prišlo do napake. Piše za 8 fali pa nič proti. Prosim, da ste tudi to popravi. Za glasovanje pri proračunu na 11. strani zgoraj pri glasovanju. Hvala lepa. Ja. Zapisničarka ni razumela, prosim, če lahko bolj jasno poveste. Zapisano je 8 za proti pa ni napisano, da nihče ni bil proti. Proti pa nič, to samo. Hvala lepa. Vredno, razumemo. Gospod Kardoš. Lepa. Si razumela, Monika? Še kdo mogoče? Če ni več pripomb, potem dajem zapisnik 11. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer z pripombami na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Prehajamo k pregledu realiziranih sklepov 11. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer. Na podlagi sklepa številka 164 je bil sprejet amandma k dopolnjenemu predlogu odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 2012 in potem je sprejel tudi občinski svet občine Ljutomer proračun občine za 2012 in se tudi objavil v uradnem glasilu občine. Se pravi, da je bil sklep realiziran. Potem sklep številka 165, s katerim se je sprejel odlok o spremembah odloka o priznanjih in nagradah občine Ljutomer po skrajšanem postopku, se je objavil v uradnem glasilu. Realiziran je bil sklep številka 166, s katerim se je sprejel odlok o določitvi plovnega režima na reki Muri na območju občine Ljutomer v prvi obravnavi in se je posredoval 15-dnevno javno razpravo. Potem je bil realiziran
sklep, na podlagi katerega občinski svet sprejel pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin, ki se je objavil tudi v uradnem glasilu občine Ljutomer. Sklep številka 168, da se odobri oblikovanje 14. oddelka vrtca Ljutomer v dislocirani enoti v Gresovčaku in da se poveča normativ kuharice za 12%, seveda se ustvari homogeni oddelek prvega starostnega obdobja z vzgojiteljico ob vključitvi 6 otrok je v postopku realizacije. Realiziran je bil tudi sklep številka 169, na podlagi katerega občinski svet odločil, kdo pridobi Miklošičevo priznanje in nagrado. Realiziran je bil sklep številka 170, s katerim se je sprejelo poročilo Komisije za štipendiranje za študijsko leto 2010 in 2011. Realiziran je bil sklep številka 171, s katerim se je sprejel letni program športa v občini Ljutomer za leto 2012. Potem sklep številka 172, s katerim se je sprejel program dela občinskega sveta v letu 2012, ki je v postopku realizacije do konca leta. V postopku realizacije je prav tako načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil potrjen sklepom številka 173. Potem sklep številka 174 je bil realiziran, na podlagi katerega se je v Nunski grabi in pa v Rinčetovi grabi ukinil status zemljišča v javnem dobru. Bil je objavljen v uradnem glasilu občine Ljutomer. In pa realiziran je bil sklep številka 175, s katerim je občina Ljutomer ukinila status nepremičnega spomenika na Juršovki zaradi gradnje in se je tudi pripravljen izbris zaznambe nepremičnega spomenika in posredovan na sodišče ter ta sklep objavljen v uradnem glasilu občine Ljutomer. Če dovolite, ker sem pač predstavila realizacijo sklepov prejšnje seje, čisto na kratko bi še vam rada podala nekaj informacij o aktivnostih tekočih, o katerih mislim, da ste dolžni biti seznanjeni. Kar se tiče predvajanja sej občinskega sveta, smo se odločili, glede na to, da je bil na prejšnji seji sprejet amandma, da se pač ta sredstva ukinejo, da bomo snemali za svojo snemalno napravo in poskušali zagotoviti verodostojne posnetke najpozneje v 3 dneh po sami seji. Izkoristila bi priložnost pa se zahvalila nekaterim svetnikom in predsednikom krajevnih skupnosti, ki mi pomagajo pri udeležbi na občnih zborih, zato ker se včasih zgodi, da je tudi na isti dan po 7 občnih zborov žal ne uspem vseh obiskati, tako da iskrena zahvala, seveda opravičilo vsem, kjer se pač ne morem pojaviti. No, v tem mesecu oziroma v februaru nas je obiskal tudi gospod Colarič, se pravi generalni direktor Krke. Opravljeni so bili razgovore v zvezi z projektom izgradnje kanalizacije v industrijski coni. Uspeli smo se dogovoriti za 50% sofinansiranje. Mislim, da je to zelo lep uspeh. No, sodelavci so tukaj že pripravili sofinansersko pogodbo, osnutek izvajalske pogodbe in v petek bo že objavljen tudi javni razpis za izbiro izvajalca. Lahko smo tudi ponosni na naših gospodarstvenike v Ljutomeru. Otvoritev je bila novih poslovnih prostorov in pa proizvodnih naše firme Farmteha v Ljutomeru. Najbrž vam je znano, da je to največji zaposlovalec v naši občini. Vesela sem, da se bodo tudi širili in v bistvu bodo še tudi cirka 20 ljudi dodatno zaposlili, kar je seveda zelo spodbuden podatek. Seveda iskrene čestitke na tem mestu njim. Verjamem, da bi še se marsikateremu gospodarstveniku domačemu mogli zahvaliti in tu izpostaviti, ampak mogoče kasneje na drugi seji. Prav tako smo sodelovali so tudi nekateri svetniki pri razgovori s krajani v Cezanjevcih.
glede lokacije nove osnovne šole. Sedaj je bila sprejeta odločitev, da se lokacija umesti blizu igrišča. Na Ministrstvu za okolje in prostor in pa tudi na Kmetijskem ministrstvu ni bilo zadržkov, so rekli, da bodo dali soglasje, tako da bomo intenzivno sedaj uspeli najbrž čim pred preiti v zaključeno fazo z občinskim prostorskim načrtom. No, objavljeni so bili tudi razpisi za izbiro izvajalca za izgradnjo lokalne ceste v Stročji vasi in pa kanalizacije v Pristavi. Včeraj je bilo odpiranje ponudb, tako da bo prišlo v najkrajšem možnem času do podpisa pogodbe. Obnavljala se bo tudi streha v osnovni šoli Cvetka Gularja, da iz tistega nadomestila, ki se je pač zgodilo z bisolom za nameščanje sončnih elektrarn. Potem smo podpisali tudi pismo namere z občino Ormož za sprehajalne in kolesarske poti, prijavili na razpis razvoja podeželja. Izpostavljeno je bilo na zadnji seji tudi, kar se tiče table Globetka. Jaz bi vas rada seznanila, da smo tukaj bili uspešni, tudi krajani so zadovoljni z rešitvijo. Direkcija Republike Slovenije za ceste je namreč izdala nalog, da se bo do konca meseca marca tudi te table prestavilo, se pravi Globetka pa Ščavnica. Oddali pa smo tudi vlogo v preteklem mesecu na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322, kjer še je pač občina imela na razpolago kvoto 100 000 evrov. Tu so moji sodelavci povabili gasilska društva. Žal je bil razpis takšen, da je pogojeval gradbena dovoljenja in seveda so sedaj uspeli pač z vso potrebno dokumentacijo 5 gasilskih društev in upam, da bomo tudi uspeli na razpisu. Mislim, da zelo dobro kaže. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na pregled in potrditev dnevnega reda. Z gradivom ste dobili za današnjo sejo predlog naslednjega dnevnega reda. In sicer pod prvo točko vprašanje in pobude članice in članov občinskega sveta občine Ljutomer. Potem pod prvo točko vprašanje in pobude članice in članov občinskega sveta občine Ljutomer, pod drugo točko odlok o določitvi plovnega režima na reki Muri na območju občine Ljutomer, druga obravnava. Pod tretjo točko odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Ljutomer po skrajšanem postopku. Pod četrto točko odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije, skrajšani postopek. Pod peto točko tajno glasovanje o listi kandidatov za volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije. Pod šesto točko odlok o skrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer, prva obravnava. Pod sedmo točko odlok o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer, prva obravnava. Pod osmo točko odlok o krajevnih skupnostih v občini Ljutomer, prva obravnava. Pod deveto točko sklep o pristopu k soustanoviteljstvu ustanove dr. Šiftarjeva fundacije. Pod deseto točko imenovanja, pod 11. točko informacije o dvorcu Jeruzalem in pa o čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012 in pa pod 12. točko poročilo nadzornega odbora za leto 2011. To je predlagani dnevni red. Če ima kdo predlog za dopolnitev, razširitev, izvolite, gospod Bogdan. Ja, lep pozdrav, spoštovana gospa županja, spoštovani kolegi, svetniki in kolegica svetnica. Jaz bi imel predlog za dodatno točko dnevnega reda za to 12. redno sejo občinskega sveta občine Ljutomer. Predlog ste tudi dobili na mizo. Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena poslovnika občinskega sveta občine Ljutomer predlagam dodatno točko dnevnega reda, katera se uvrsti na današnjo sejo občine Ljutomer, ki se naj glasi razrešitev članov komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja pri občinskem svetu občine Ljutomer ter imenovanje članov komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja pri občinskem svetu občine Ljutomer. Predlog obrazlagam z tem, glede na število podpisanih članov občinskega sveta občine Ljutomer predlogu za razrešitev iz dne 11.1.2012 je bilo jasno razvidno, da je trenutna komisija izgubila zaupanje večine svetnikov občinskega sveta občine Ljutomer. Razrešitev in imenovanje članov komisije je nujna zadeva. Vse predlogi trenutne komisije v zvezi s potrebnimi imenovanji niso usklajeni z večinskim mnenjem v občinskem svetu, kar se odraža
v nepotrjenih predlogih in s potencialno zamudo z imenovanje predstavnikov v organe upravljanja javnih zavodov in drugih institucij. S tem se slabi vpliv občine na upravljanje teh ustanov in to v poslovnem smislu pomembnem obdobju, ko le te sprejemajo zaključne račune in letne plane dela. Zaradi zaščite interesov občine je tako nujno potrebno vzpostaviti večjo učinkovitost dela komisije in izvesti nekatera imenovanja. Hvala lepa. Še kdo, kakšen predlog? Jaz za dodatno točko? Ne. Glejte, gospod Bogdan, žal mi je, vendar te točke ni mogoče uvrstiti na dnevni red današnje seje. Niso izpolnjeni poslovniški pogoji, da bi o tej zadevi odločali. Zato bi odločanje o tej točki prineslo odločanje v nasprotju z poslovnikom, ki pa posega in krši pravice članov občinskega sveta, ki delujejo v omenjeni komisiji. Postopek je zelo jasen. Zato predlagam, da bi ostali jasni glede vsega ostalega. Razrešitev oseb, ki upravljajo funkcije, je možno in natančno opredeljeno. Možno je seveda tudi za člane te komisije, ki omenjate. Vendar za vse, tudi za člane te komisije velja, da je možno razrešiti samo posameznike in ne skupine posameznikov. Vsakemu posamezniku pa je v skladu z določbo poslovnika potrebno tudi dati možnost, da se pač 8 dni, preden je seja sklicana, da možnost, da se pač opredeli do razrešitve. Seveda je to potrebno vročiti na tak način, da je izkazana vročitev, da je bilo pravočasno tudi tem članom posredovano. Da potem lahko tudi oni pripravijo svoj odgovor. V predlogu, ki ste ga posredovali oziroma sedaj dali na mizo, ni predlogov za razrešitev posameznikov, ampak skupine ljudi. Tudi razlag ni, zakaj se razrešujejo konkretne osebe. O tem ste bili pisno opozorjeni v dopisih, ki vam jih je posredovala občinska uprava, pa tudi jaz. Vendar vztrajate na predlogu, ki žal ni pravilen. In veste, da vedno poudarjam, da ni možno obravnavati predlogov mimo pravil. Tudi če vsi dvignete roko, bi presegli pooblastila, ki jih imamo po poslovniku, zato ker lahko delujemo samo v skladu z veljavno zakonodajo in tistimi predpisi, ki so bili sprejeti na ravni občine. Naj bom še enkrat zelo jasna. Občinski svet lahko razreši osebe, ki upravljajo funkcije v komisijah in drugih delovnih telesih. V tej želji z vidika postopka ni težave. Mislim, da smo si tukaj jasni. Vendar pa je potrebno željo izpeljati v skladu z poslovnikom. In ta današnji predlog zato ni takšen, poudarjam, in zato ga tudi jaz ne morem uvrstiti na dnevni red, niti ga ne bom predlagala na glasovanje. Gospod Kavčič, kjer je bil prej? Gospod Vencel. Hvala lepa. Moram se malo opredeliti glede tega, ker se tiče tudi mene kot predsednika Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje, kakor tudi člana. Bom najprej podal malo nekaj pojasnil glede te same vaše pobude oziroma pozneje dopolnitve. Predlagatelji navajate, da je bil s pozivom 031-4-2012 do 420-2 podan zelo kratek čas, 2 dni, za zbiranje predlogov, s čemer je bilo politično strankam oteženo evidentiranje kandidatov. Navedbe ne držijo, niso točne, saj je bil dopis, na katerega verjetno točno ne navajate, kateri dopis naj bi to bil, je pa gre verjetno za dopis za predloge osnovno šolo Ivan Cankar Ljutomer z dne 11.1.2012. Poziv je poslan
11.1., torej na datum, ki je tudi na dopisu. Rok za vložitev predloga je bil 18.1.12, torej en teden sam je bil ta rok. 6 predlagateljev, od tega 5 strank je pravočasno dalo predloge, tako da nikakor ne držijo navedbe, da bi dopis poslan le 2 dni pred rokom. Nadalje, predlagatelji navajate, da je bil z dopisom 22.3.11 določen rok za posredovanje predlogov do 28.3.2011 do 11. ure in da je bil neupravičeno prišlo do naknadnega podaljšanja roka. Res je, da je bil 23.3.2011 z dopisom poslan poziv za zbiranje predlogov za nadomestnega člana Sveta zdravstvenega doma Ljutomer z rokom do 28.3.2011 do 11. ure. Do navedenega datuma in ure so prispeli predlogi naslednjih predlagateljev: Zares, SNS, Prlekija, Neodvisno združenje, LDS, LS. Na predlog predsednika SDS in ker je bil v tem času strani Sveta osnovne šole Ivana Cankarja iz Ljutomera posredovan zapisnik, da je odstopil član sveta Srečko Pavličič ter istočasno zaprosilo za novo imenovanje, je bil na dan 28.3., to je na dan, ko še ni potekel rok, ta rok podaljšan do 4.4.2011. V dodatnem roku je prispel le predlog SD. Pri tem je potrebno navesti, da poslovnik občinskega sveta občine Ljutomer ne določa načina in rokov zbiranja predlogov do komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje. Roke se torej določi za vsak primer posebej. S podaljšanjem roka niso bile prizadete pravne koristi nobene stranke, niti nobena od ostalih strank ni bila v ničemer kršena oziroma izgubila s tem nobene pravice. Prav tako ni bilo kršen postavljen materialni rok, kot navajajo predlagatelji, ker ta upravo ne obstaja. Na podlagi drugega odstavka 107. člena in na podlagi 67. člena poslovnika občinskega sveta občine Ljutomer je za razrešitev oseb, ki jo voli ali imenuje občinski svet, pristojna komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja in ne statutarno pravna komisija. Zaradi tega predlog predlagateljev, da razrešitev obravnava tudi statutarno pravna komisija in občinskemu svetu poda mnenje oziroma stališče za obravnavo točke na dnevnem redu seje občinskega sveta občine Ljutomer, nima pravne podlage. To je statutarno pravna komisija ugotovila že novembra 2011, ko sem jo sam z dopisom zaprosil za mnenje oziroma stališče glede skladnosti predloga skupine svetnikov občinskega sveta za mojo razrešitev kot predsednika komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Ko je moj predlog zavrnila komisija in ga ni obravnavala. Tako da so to sedaj kršili zavestno. Zavestno je statutarna pravna komisija kršila in obravnavala to zadevo, čeprav so vedeli, da ni v njihovi pristojnosti. Ali gre mogoče za dvojna merila? Predlog je tudi, da se z istim sklepom razreši celotna komisija in na to imenovanje imenuje novi člani. 3 člani bi bili iz prejšnje sestave in to tisti, kateri so podpisniki za svojo razrešitev. In sedaj se boste ponovno sebe imenovali v to komisijo. To je nelogično in tudi moralno sporno. V politiko sem prišel na ključno in nepolitično. Moj namen politike je, da transparenten in pošten način poskušam uveljavljati svoje prepričanje in program, kateri mi je najbližji in kar sem v času volilne kampanje predstavljal tudi volivkam in volivcem. Ne vidim se v tem, da bi se na osebni ravni z lažmi in neresnicami napadal politične nasprotnike. Prav to pa se mi dogaja že od dneva, ko me je županja imenovala za podžupana. Najbolj me napadajo tisti, s kateri sem med lokalnimi volitvami dobro sodeloval in se z njimi razumel, tako na političnem in tudi osebnem področju. Sedaj pa so zaradi meni nejasnih razlogov na mene jezni in me skoraj da noče več poznati. Nekateri o meni širijo neresnice in laži. Na laži in obtoževanja do sedaj nisem reagiral, vendar vsakemu je enkrat dovolj. Res žalostno, da politika v Sloveniji danes tako deluje že na lokalni ravni, kjer bi po mojem, po volitvah morali stopiti skupaj za dobrobit občank in občanov ter celotne občine. Naj tu omenim objavo fotografije in neresničnega, žaljivega in lažnivega teksta pod fotografijo na Facebookovi strani
gospoda magistra Aleksandra Kavčiča in komentarje njihovih somišljenikov in prijateljev. Namen tega je, da se me očrni zaradi razrešitve iz Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izvanje gospoda Jožefa Klemenčiča, svetnika občinskega sveta in predsednika lokalnega odbora Desus Ljutomer, na Radio Maxi v času volilne parlamentarne kampanje jeseni lani, kjer je izjavil, da so me razrešili z mesta predsednika in člana Komisije za volitve in imenovanja. Ne vem, zakaj me sedaj ponovno poskušate razrešiti, če sem že bil razrešeni takrat. Takšne neresnične in lažne izjave so bile izrečene zaradi tega, da se me očrni kot kandidata na takratnih volitvah in s tem pridobijo glasovi kandidata svoje stranke. V obeh primerih širjenja laži v medijih razmišljam tudi o sodnem varstvu. Obstaja Lotmerško razvojno partnerstvo, ki naj bi podpiralo županjo. To partnerstvo ima tudi večino, naj bi imelo večino v občinskem svetu. To isto partnerstvo je ob konstituiranju Komisije za mandatna vprašanja in volitve kadrovalo in pripravilo imena kandidatov. Še najmanj besed pri tem sem imel sam. Sedaj pa ti isti govorite in pišete, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje nesorazmerno sestavljena. Torej sami nekateri člani Lotmerško razvojnega partnerstva rušite pogodbi zastavljene svoje cilje. V občinskem svetu sem izvoljen strani volivk in volivcev in bom svetnik najmanj do naslednjih volitev, če se seveda sam drugače ne odločim. Po zakonodaji je za imenovanje in razreševanje podžupanov pristojna županja in bom podžupan, dokler se županja ne bo drugače odločila. Če bom sestavil naslednjega občinskega sveta, je prvo odvisno od mene samega, če bom sploh kandidiral v takšnem političnem vzdušju, kot je sedaj, in drugič na strani volivk in volivcev, ki imajo vedno prav. Od volitev je minilo skoraj leto in pol. Na pobudo posameznikov se ves ta čas ukvarjamo zgolj s kadrovanjem. Naj omenim kadrovanje v odbore Komisije občinskega sveta, imenovanje direktorja zdravstvenega doma, poskus moje razrešitve z mesta predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlog razrešitve celotne komisije in na to seveda imenovanje novega sestava, zamere ob imenovanju podžupana in še bi lahko našteval. To pa samo zaradi tega, ker se na teh mestih vidijo sami ali njihovi politični privrženci. Pri tem se uporabljajo nizkotni, zahrbtni udarci, podkrepljeni z neresnicami in lažmi. Čas bi bil, da se s tem konča in končno pride delati korist celotne občine. Nekateri ste pred novim letom to celo poudarjali, ti isti pa takoj po novem letu prinesli predlog za razrešitev Komisije za volitve za celotne komisije. Zakon o lokalni samoupravi, kakor tudi statut občine Ljutomer opredeljuje komisijo za mandatna vprašanja, zaradi tega komisije kot kolektivnega organa ni možno razrešiti. Razreši se lahko samo člane in to po postopku, ki je predpisan. Vsak, za katerega se predlaga razrešitev, mora vedeti, zakaj se ga razrešuje, da se lahko zagovarja, kar pa ta predlog ne vsebuje. Naj samo še dodam, komisija dela redno, sprejema sklepe, za katere ni ugotovljenih nepravilnosti. Sem mnenja, da je popolnoma neutemeljeno, da se razrešuje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kavčič. Hvala lepa. Glede na to, da smo zdaj slišali navedbe in ogromno citiranih členov in pravnih stvari, me zanima, po katerem členu ste si zdaj vzeli 15 minut časa za obrazlago o imenovanju dnevnega reda. Povejte, po katerem členu smo zdaj 15 minut to poslušali in navedli ste ogromno členov, po katerim se nanaša in tako naprej in tako ne. Ampak nema veze, jaz se s tem ne ukvarjam zdaj. Pač pa bi mogoče se navezal na pobudo gospoda Bogdana. Če že ni pravilno formalno vloženi, predlagam pauzo, naj se pravilno vloži, naj svet odloča in če zavrne, zavrne, če ne zavrne in ne zavrne. To je moj predlog.
Gospod Klemenčič. Pri vas smo bili na razgovoru 11.1.2012 in sicer gospod Kavčič, gospod Bogdan in Klemenčič z namenom razgovora. Prečital bom iz beležke, ki sem jo imel s seboj in takrat tudi vam povedal. In sicer prvič, seznanitev županje o razgovoru in dogovoru, ki smo ga imeli predstavniki in svetniki strank Desusa, LDS-a, SD-ja, Slovenske ljudske stranke, Nove Slovenije in Prlekije neodvisnega združenja glede razrešitve komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. In sicer sem takrat poudaril, kaj želimo. Od vas sem poudaril, želimo od vas ali strokovnih služb, da v skladu z aktom nudite strokovno pomoč glede samega postopka, da se ne bomo spet prerekali, kaj je prav in kaj ne. To, kar ravno vi danes počenjate. Zadevo pa želimo dokončno rešiti, vse je za nami že pol mandata, se pravi, čez 2 leti so volitve. Pripomnim pa še naj, da je sklep obravnavala glede te komisije, statutarno-pravna komisija in ugotovila, da je predlog v skladu s predpisanimi postopki in ga predlaga občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sklepanje na prvi seji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Panič. Hvala za besedo. Imam v bistvu 2 vprašanje. Prvo je za gospoda Klemenčiča, drugo je za gospoda Grantaša. Gospod Klemenčič, omenili ste svetnika Nove Slovenije. Jaz pri nobenih sestankih z vami nisem sodeloval. Boste potom odgovorili. Drugo vprašanje pa gospod Grantaša. Bi prosil samo za razlago 107. pa 108. člena poslovnika. Pa obrazlago, a je bil oddan ta vloga za razrešitev komisije v skladu s poslovnikom ali ne. Hvala za besedo. Mi imamo za to strokovno službo, pa prosim gospod Ano, da ne obrazložiš ta oba člena. Hvala lepa. Ker sem bil izzvani, če bi gospod Panič ti dobro posluša, bi lahko čuja, kaj sem povedal. Predstavniki in svetniki strank. To se pravi, da je bil predstavnik Nove Slovenije. Nisem rekel svetnik gospod Panič. Predstavniki in svetniki strank. Tak. Dobro, kaj si povedal? Vse to vemo, da nisi bil. Gospod Gardoš. Hvala lepa. Glede na to, da se vse poprek oglašamo, jaz se nisem mislil oglasiti, ker mi je izpod časti sploh se pogovarjati o tej zadevi, o kateri se pogovarjamo že nekaj mesecev. Zadeva je jasna. Na zadnji seji komisije za volitve imenovanja je gospod Babič izjavil, mi smo se odločili, da vas zamenjamo in bomo to naredili, če vi se strinjate ali ne. Za mene je to je politična odločitev, jaz še zraven povedal. Lahko potrdiš, ko si zraven. To mi je dalo povedati vse. Zakaj? Komisija za volitve, in tako kvim povem, je delovala leto, pa še nekaj, mogoče mesec zraven, normalno se je sestajala, redno sestajala, je podajala predloge. Vsi predlogi so bili v glavnem izglasovani z najmanj 6:1 ali pa 6:0. Nobenih očitkov čez delovanje komisije ni bilo, vse dokler, pa zdaj pa se bom res dotaknil eni par mejnikov, ki so delovali na delovanje tega občinskega sveta, pa naenkrat zadeve do konca povemo. Do imenovanja podžupana. Takrat
so se stvari začele bistveno spreminjati. Kako v delovanju občinskega sveta, tako pri sklepanju nekih novih partnerstev. Naslednji menik pa je bilo imenovanje direktora zdravstvenega doma, no, da ne bom se potem na to temo vračal. Na zadnji seji KVIM-a sta sicer člana, ki sta tudi sama zahtevala svojo razrešitev, to je za mene zelo zanimivo, pač povedala, da ne bosta kandidirala pri naslednji sestave Komisije za volitve, imenovanje in tako naprej, kar iz tega predloga sicer vidimo, da ni tako. Če bi bilo nekaj moralne drže pri tem, bi neglas sama sebi izrekala nezaupnico, ampak bi iz časti prej odstopile ti trije člani in bi potem normalno lahko zdaj naprej kandidirale. Zdaj, kar se pa vse to dogaja, pa ne vem, komu služi v korist, oziroma kdo bo tega imel koriste. Jaz ne verjamem, da ob toliko dobrih svetnikih zadeve potekajo samo zaradi gospoda Vencla, ker najprej je bil problem Vencelj, potem šele na to, ker Vencla niso odstavili kot predsednika komisije, je postala problem celotna komisija. In čemu taka naglica, da pa res morajo na hitro menjati komisijo z novimi člani. Ne glede na to, da jih več čas na vse predloge odgovarjamo, da pa naj jaz za enkrat božjo voljo že vložil predlog, ki bo po poslovniku, da bodo posameznike razrešili, da se da obrazlaga, zakaj si razrešujejo in da lahko enkrat to že upravimo, pa da enkrat že imenujte te nove člane, da bo mir. Tega niste storili. Ali ne zvete, ali nočete, ali pa nagajate. Druge možnosti ni. Zakaj v teh 2 mesecih niste uspeli sestaviti enega piškega predloga za razrešitev ene komisije in obrazložitvami, zakaj koga predlaga, da se razreše? Razen, če nimate argumentov. Lahko se spravite na čast nekoga in govorite vse poprek, jaz mu ne zaupam. Težko je pa dokazati potem to na sodišču mogoče, kaj ta človek narobe dela. In tudi zdaj bom predlagal, da bo takrat, ko bo ta sklep izglasovan, dokler jaz ne dobim tistih argumentov, se pravi obtožbe, zakaj, kaj sem narobe delal, da se sproži upravni spor. Pa bom to tudi takrat, ko bo čas predlagal. Jaz pa vseeno mislim, da so od zadaj grozoviti kadrovski apetite, to bomo imeli dokaze v naslednjih mesecih, ko se bodo kakšne kadrovske zadeve odvijale. Jaz sem skoraj prepričan, da zelo v kratkem času, in ker nekateri posamezniki ne vidijo možnosti, da bi ti kadrovski apetiti bili potešeni v taki sestavi komisije, je pač treba komisijo odpraviti, da se bodo te zadeve lahko odpravile. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala, gospod Babič. Hvala za besedo. Prav lep pozdrav vsem. Burno se je začela ta seja. Zdaj jaz sicer nisem prepričan, po katerem poslovniškem določilu sploh razpravljamo o tem, ker zgleda to kot gasilska veselica, ne kot občinski svet. Zdaj, ker ste me izvali, res je, to sem rekel. Politika se je odločila drugače, ker ste nas vedno preglasovali, ker ste vedno vsiljevali svoje predloge. Na eni točki smo se odločili, da ne bomo več sodelovali v tem Lotmerškem razvojnem partnerstvu. Zakaj in kako, jaz ne mislim danes porasnovati. Niti ni moja naloga. In zato sem mnenja, da je nekako občinska služba tudi dolžna nam pomagati, če slučajno ne vemo, ker nas tudi zakon ščiti pred tem, ker nismo profesionalci v tem, če smo kdaj nevedni ali katerega postopka ne vemo speljati, je prav, da nam pomagajo. Ker nam seveda ne pomagajo in na koncu vedno pošiljajo neke sklepe, ki ne drži, se na koncu izkaže, da zdaj vlečemo to stvar že predolgo. Jaz pa bi ravno obratno nastavil te zadeve. Prej ste govorili o tem, da nekako so neki politični apetiti in vse, kaj je ostalo. Politika je in bo vedno taka, kot je. Si imenovan ali si razrešen. Zdaj neke tragike iz tega delati, če te kam imenujejo ali ne, se meni ne zdi potrebno. Če se večina odloči, da ti ne zaupa, kar je več kot razvidno iz tega,
se razreši in se imenuje nove. To zdaj pa spet nekaj delamo in bomo tu porabili časa, energije in davkoplačevalskega denarja, gospodarstvo pa se otaplja v zgubah. Raje se ukvarjamo s tem. Samo ne, mi se ukvarjamo s tem, pa dajmo se. Te pa se vsi ukvarjamo s tem. Vsi se ukvarjamo s tem in se jočemo, kako da zdaj nekoga razrešili. Meni se to ne zdi prav. Bi pa vseeno prosil pravno službo, da mi razloži, po katerem poslovniškem določili pri dnevnem redu razpravljamo o vsem, samo o dnevnem redu ne. Prosim lepo. Gospod Filipič. Občinske uprave, podžupanov, svetnice, svetnikom, kako tudi vsem prisotnim občinske upravi in pa gostom. Veste, nekaj vam rekel, sedim v 4. mandatu vnotri, pa sem že o tej večkrat povdaril. Vendar, o čem se danes razpravljamo tu in delamo, to ni za nikamer. Meni ni težko, da vržem papirje tja, pa rečem, ne bom več ukimal. Ampak da je kolega rekel, dajte vi prvo meni argument. Napišite na papir, ko ste pisali to, Ludvik Filipič je naredil to in to ne prav, zaradi tega ga smenjujemo. Enega po enega. Ne pa celotne komisije. Najprej ste se spravili na županjo, potem na podžupan niste uspeli, zdaj pa na vse. Pa to ni delo. To ni delo. Poslušajte me, to ni delo. Razumete me. Jaz se tu lahko nekaj zmislim, pa nekaj povedem pa drugemu. In kaj bomo imeli od tega nič. Obadajmo se z tem, kaj bomo naredili za naše občane, pa našo občino. To je naše bistvo, zato mi danes tu sedimo v tem mandatu, pa že prej. Pomagamo jim in se trudimo za to, da bo ta voz šel naprej. Drugo kot drugo, kot je kolega rekel, imam tu ta sklep, ki ste ga pač napisali, tisti, kateri ste proti sebi pisali, pa sami sebi dali nezaupnico, to se pravi, tu imenuje nove člane. Jože Grantaša, predsednik, Jože Klemenčič, član, Tihomir Babič, pa sami proti sebi ste napisali nezaupnico. Mene ne moti. Vendar jaz sem nazadnje rekel, da nisem kvimo, če že kandidirate, potem vas prosim lepo, nimate več pravice na listi biti. Mene lahko peljete takoj, več nem kandidiral. Na naslednji seji, ko je bila potem nazadnje, sem iz principa postil naše člane ven in smo imenovali v odbor sveta javnega zavoda Vrtec Ljutomir, Tota, Stanislav in tako naprej. Potem smo glasovali za občine, kot dostavite, osnovna šola Ivan Cankar, Perčičevo, gospoda Lebara, Lidija Perčič in za zdravstveni dom Ljutomir sem bil 100 na uro, sem rekel gospod Silvo Perko, ki dela v zavodu za to, ki pozna stvari, Jože Kramer, tega pa res smo našega vzeli in rekel sem za to in še potem nazadnje gospoda Klemenčiča. Zakaj? Dobesedno sem povedal tam takrat, samo zato, da bo mir, da se več ne bomo prepirali in da ne bi rekel, da samo mi vsi drugi vemo vse, oni pa ne dobijo nobenih funkcij pa tega. Čeprav ima jih še več kot mi. In to gospod dobro ve. Že prejšnji mandat me je napadal. Tako da lepo vas prosim, dajmo to razpravo zdaj pustite, vi delate po svojem, kaj bote, pravne podlage so pa druge, ko je kolega, pa če pa pač ne za to, meni je vseeno, ampak za inat, zdaj jaz to pravim, za inat pravim, da bo iskal tudi vse pravne podlage, pa vse zadeve, ki bom lahko rekel, ne imate prav, to je pa tak, ko vi pravim. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar se tiče tega, kar ste povedali, gospod Babič, da vam občinska uprava oziroma občinski uslužbenci ne pomagajo, bi se jaz malo navezala vseeno na tudi izvajanje gospod Bogdan vas na prejšnji seji občinskega sveta, ko ste meni in občinski upravi, se pravi mojim uslužbencem, učitali, da je proračun sestavljen v nasprotju s številnimi zakoni, neravnotežen in tako naprej.
Dobili ste izčrpna pojasnila v samem gradivu, mi nismo ničesar kršili in jaz vas prosim, da v prihodnje nehate z takšnimi pavšalnimi navedbami. Če kdo kaj krši, če naredi narobe, če ne pomaga, sem jaz zato na občini, pa gospod direktor, da se pride povedati konkretno, ta in ta mi ne pomaga, ta in ta je naredil neko kršitev ali ni pomagal občanov in tako naprej. Vse te pavšalne navedbe si prosim več ne drznite naprej, povejte konkretno, Olga Karba je zagrešila to in to. In jaz zahtevam od vas, gospod Bogdan, da se meni in mojim uslužbencem opravičite pisno, ker ne dovolim, ker naša uprava dela dobro, pisno za vse tiste pavšalne vaše navedbe, kaj smo se kršili, ampak nismo, ker smo vam tudi dokazali, v ponedeljek, ki je 12.3. do 12. ure, sicer bom zadevo oddala pristojnim organom. Mislim, da je čas, da se zresnemo. Če vsi govorimo na seji, da bomo delali za naše ljudi, za naše občanke, občane, za našo gospodarstvo, potem dajmo pač v tej smeri tudi delati. Če nima več nihče nič pri tej točki zapovedati, gospod Smodiš. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Pogrešal sem zdaj odgovor na gospoda Babič Tihega. Naj gospa pove, če to spada pod to točko dnevnega reda. Pa gospa županja, vi ste gospoda Bogdana sedaj omenili pri točki razreševanju kvima. Ne vem, če to zdaj spada pod to točko ali ne, ali ne vem sploh, kje sedaj sedim. Ker zdaj dnevni red ni sprejeti, pogovarjamo se o nečem, prosim, da gospa Ana pove, če je to pravilno. Gospod Smodiš, vodim jaz sejo. Če sem do sedaj kršila katero določbo poslovnika, prosim, da povete konkretno. Županja Olga Karba kršila si toti pa toti člen poslovnika. Jaz v tem trenutku ne potrebujem pojasnila strokovnih služb, ker poslovnik obvladam. Če ste predlagali razširitev dnevnega reda, potem se lahko o razširitvi dnevnega reda razpravlja. Jaz sem tudi povedala na začetku, zakaj ne bom tega uvrstila na glasovanje, na koncu pa bom še povedala nekaj. Tega predloga gospoda Bogdana o razrešitvi ne bom dala na glasovanje, zaradi tega, ker takrat, ko sem nastopila mandat, sem se umaknila iz imenovanja vseh komisij in odborov, in ne posegam, da ne bo napačno razumljeno, ne posegam v vaše odločitve, kdo bo sedel v komisijah in odborih. Se popolnoma z vami strinjam, da so to politične odločitve, ampak vztrajam, da so predlogi sprejeti v skladu z poslovnikom. Zaradi tega žal te točke oziroma vašega predloga, gospod Bogdan, ne bom dala na glasovanje. Tako da predlagam za dnevni red današnje seje, naslednji dnevni red za današnjo sejo, in sicer pod prvo točko vprašanje in pobude članice in članov občinskega sveta občine Ljutomer, pod drugo odlok o določitvi plovnega režima na reki Muri na območju občine Ljutomer, druga obravnava, pod tretjo točko odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Ljutomer, skrajšani postopek, pod četrto točko odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije po skrajšanem postopku, pod peto tajno glasovanje o listi kandidatov za volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije, pod šesto odlok o skrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer, prva obravnava, pod sedmo odlok o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer, prva obravnava, pod osmo odlok o krajevnih skupnostih v občini Ljutomer, prva obravnava, pod deveto sklep o pristopu k soustanoviteljstvu ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, pod deseto imenovanja, in sicer sklep o imenovanju javnega zavoda Sveta vrtca Ljutomer, sklep o imenovanju javnega zavoda Sveta osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, sklep o imenovanju javnega zavoda Sveta zdravstvenega doma Ljutomer in pa soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Šim Ljutomer.
Pod 11. točko informacija o dvorcu Jeruzalem in pa čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012 in pa pod 12. točko poročilo nadzornega odbora za leto 2011. Kdo je za predlagani dnevni red? Osem je za. Kdo je proti? Dvanajst je proti. Dnevni red ni potrjen. To pomeni, da se seja zaključi oziroma se sploh ni začela. Želim vam lep dan in vse dobro. Nasvidenje.